Lepo pozdravljeni vsi zbrani na nocojšnjem odprtju slikarske razstave slikarja Leandra Fožirja. Lep pozdrav naj velja slikarju Leandru najprej. Pozdravljeni. Soprogi Silvi, lep pozdrav tudi. In pa njunim sorodnikom, ki so tukaj zbrani danes z nami. Med nami lepo pozdravljam tudi župana gospoda Matica Tasiča in podžupana Boštjana Gorenška in tudi gospod županju iz Črne, če je slučajno pisati. Je tudi. Koroški svet ima odlične umetnike na vseh področjih umetniškega ustvarjanja. Iz sveta likovne umetnosti je eden takih naš nocojšnji slavljenec, slikar Leander Fožir, ki bo čez teden dni slavil svoj 80. življenjski jubilej. Je kaj lepšega, kot da ga počastimo s samostojno razstavo. Veseli smo, da se je odzval Mohorjanovemu povabilu, da stopi pred nas in svojimi platni in nam vnovič predstavi svoj likovni svet ljube Koroške in njenih ljudi. Da nas popelje iz sedanjega neprijaznega časa v lep doživljajski svet naše krajine in nas opomni, da je svet poleg vseh neprijaznosti in neprijetnosti tudi lep duhovni svet, ki nas navdaja z optimizmom in čutom pripadnosti lepoti našega prostora med Uršlo in Peco. Slavljencu je zibel stekla na Prevaljah. Življenje ga je popeljalo v zgornji konec doline, kjer je ustvaril dom za družino, kjer mu danes odraščajo vnuki in pravnuki, sam pa se je na jesen življenja omaknil pod Peco v objem kralja Matjaža in sam Bog ve, kaj snujeta za prihodnje dni. Vse življenje je bil povezan z rodnimi Prevaljami in z našim kulturnim življenjem. Fožirjev likovni svet nam riše življenje železarjev, rudarjev, oljcarjev in kmetov, upodabljal je Prežihove literarne junake, ljuba mu je Koroška krajina, ustvaril pa je tudi obsežen opus portretov koroških posebnežev iz socialnega roba. Najpogosteje se je izražal v akrilu, akvarelu, skredo. Je ilustrator 4 Prežihovih del, Solzic, Čez goro po Četu, Samorastnikov in Ljubezen na Odolu. Ilustriral je tudi 5 pesniških zbirk, 4 pravljice, 1 pesmarico, zbirko Naše zgodbe in Molitvenik. Je član Društva koroških likovnikov in likovnega društva Karinta. V letih likovnega ustvarjanja je intenzivno risal in se stalno izobraževal. Imel je 60 samostojnih in 111 skupnih razstav. Samo v zadnjih 4 letih se je udeležil 15 slikarskih kolonij doma in na tuje. Mohorjani in z nami številni Prevaljčani mu čestitamo ob jubileju in mu želimo zdravja. Hkrati pa se mu zahvaljujemo za bogat likovni opus, s katerim je bogatil likovno podobo Koroške in naših ljudi. Z velikim veseljem lahko zapišemo, da ima redko kateri naših likovnikov ob sebi tako širok krog ljubiteljev likovne umetnosti, kot ga imaš, če lahko rečem ti, dragi naš Landi, saj so vaša dela razsejana po mnogih naših domovih. Prosim. V imenu Mohorjana iskreno čestitamo jubileju in se želimo še veliko tvojih poslikanih platen. Čestitam. Hvala. K besedi povabim našega župana, dr. Matica Tasiča. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na današnji otvoritvi razstave našega rojaka, Landija Fožirja in ob predstavitvi njegove monografije oziroma njegove predstavitve njegovih del. Izjemno veseli smo in ponosni in
Leander Landi se vedno prikaže pri nas ob naših prireditvah, je zelo aktiven ustvarjalec in aktivni prenašalec svojega znanja na prijatelje v okviru društva Karinte in vsem ostalim. Svoje nesluteno bogatstvo in znanje in ideje prenaša tudi na mlajši rod. Na Poljani ga vedno vidimo, ko daje na svete tudi otrokom, ki sodelujejo pri ustvarjanju v Kozolcu. Iskrene čestitke ob rojstnem dnevu, želimo ti svojo vsi skupaj veliko zdravja in veliko idej in platen, ki bodo prenašala tvojo umetnost, tvoje ideje in ki jih bomo mi postavljali tam, kjer jih vsak dan srečujemo, jih vidimo. Najbolj smo seveda veseli teh dogodkov, prežika, upodabljanje različnih dogodkov, verjetno je ni stene v hišah, kjer ne bi vsaj en del krasila vaša dela. Landi, iskrena hvala in želim da uspešno še naprej pomagaj pri ustvarjanju tudi mlajšim generacijam naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospe županji iz Črne. Spoštovani Landi, pravzaprav so za Landija piple, moje Črjano je preočan. Mi ga imamo tudi kar za Črjana, vse je izredno veliko let prebil v Črni in lahko rečem, da od vsega so mi najljubše njegove slike, ki upodabljajo Črno na Koroškem. Čeprav moram reči, da vsa njegova dela, ki so izjemna, izražajo neko človečnost, izražajo življenje ljudi, izražajo tisto, kar Landi čuti. Landi je človek z veliko začetnico. Vedno rečem, da je pripravljen pomagati vsakomu, da je pripravljen priti ali v center za usposabljanje delo ali v varstvo, v osnovno šolo, kadarkoli ga mi pokličemo. Nam je ostalo narisati sliko tudi v enem tednu, ker si želimo podarjati njegove slike, ki so izjemne, ki izkazujejo neko ljubezen ne samo do slikanja, pač pa do življenja ljudi, do življenja knapov, do življenja vseh, ki jih je upodabljal skozi svoja leta ustvarjanja. In res mu v tem vsi Črjani iskreno čestitamo, si želimo, da bi bil še dolgo med nami, da bi še dolgo ustvarjal in da bi bil še naprej pripravljen, kadarkoli ga pokličemo, sodelovati z nami in res se ti iskreno zahvaljujem. Landi, jaz mislim, da je malo takih ljudi, kot si ti, in velik poklon tvoje človečnosti, pa tvoje nadarjenosti, pa vsemu tvojemu znanju, ki ga prenašaš na mlajše vodove. Najlepša hvala. Hvala lepa. Poklonili tudi v Črni 18. januarja. Takrat bomo izobesili njegovo sliko v knjižnico, ki smo jo prenovili in mislim, da je ta slika, ki jo je narisal, na kateri je soda Črna, tudi nekaj izjemnega. Hvala. Hvala. Za ženo, ki mu vedno stoji v strani. Z besedi vabim še mogoče koga iz društev, ki lepo prosim. Hvala. Lepo zdrav.
ne bom kaj tako govoril več te hvalo, ker razstava sama poje, slike same pojejo, da si izjemen človek. Jaz ti bi zaželil v glavnem za rojsten dan, boš imel 80 let, vse najlepše. V novem letu ti želim veliko zdravja, pa upam, da bomo še sodelovali veliko let Dronska Rente. Hvala Bogu. Slice, kaj na to nalije, Če ni, ne več. Še sladko eno besedo. Landi, opravičujem se, ker nimam darila, ker je bil vse danes tako hitro, pa tudi zamudil sem. Drugače pa vse pozdravil tule v dvorani v imenu Društva koroških likovnikov. Zelo veseli smo, da si že dolgo naš član. Upam, da se bomo lahko še dolgo družili, da bo še vedno se razdajal, tako se do zdaj, in na mlajše generacije, kar je itak pri nas v društvu tega primanjkuje. Voščil sem ti že po elektronski pošti, tako da bi želel, da se še čim večkrat vidimo na raznih zadevah, na kolonijah, na razstavah. Pogledal sem si sam na brzino zdaj tvoje slike, tvoje ustvarjanje in moram reči, da si res fant od fare, no, pravi koroški bog, tako se pri nas reče. Tako da ti ne bom kaj druga zdaj, ti bom čestito, darilo dobiš pa v priliku v imenu našega društva. Ok, samo da ga vidim. Ja.
Kulturno društvo Mohorjan je pred 5 leti izdalo Fužirjevo fotomonografijo Pripovedi slik in skupaj s samostojno razstavo počastilo slikarjevo 75. obletnico. Umetnostni zgodovinar, akademik Milček Komel, je v uvodnem delu te fotomonografije objavil obsežno študijo o Fužirjevem slikarstvu. Izbrali smo nekaj drobcev iz njegovega besedila. Leander Fužir je narodno deželo navezan slikar, ki svoje znanje in sanje z ljubeznijo in velikim občutenjem pripadnosti razdaja njenim ljudem. Sanja skupaj s svojim bardom Vorancem o njihovem lepšem življenju. Jih o prikazu težkega dela dokumentira v brezčasni prvobitnosti kot njihov glasnik in čuteč prijatelj. Se ljubeznivo posveča otrokom tudi kot predan pedagog in na likovnih srečanjih v šolah in vrtcih. Slikarsko ovekoveča kulturno življenje z barvitim slikanjem inštrumentalnih koncertov in odrskih prireditev z zborovskim petjem, ter tako ustvarjalno komentira koroško življenje nekdaj in danes. Z vsem tem pa je med koroškimi sokrajani, kot me je na njegovo veljavo med rojaki opozoril Joško Kert, vedno toplo in s hvaležnostjo sprejet. Tak je videti že na prvi pogled in to tudi za oči opazovalca, ki mu je Koroška duhovno blizu, a se za njegovim delom zaradi fizične oddaljenosti od nje doslej še ni srečal, niti ni imel priložnosti, da bi slikarja spoznal osebno. Slovensko Koroško nam slikar predstavlja v svojih krajinah kot očarljivo hribovito deželo, s pogledi na mesteca, zaselke in naselja, z vegastimi bajtami, žagami, skladovnicami hlodov, samotnimi cerkvicami na pobočjih in znamenji ob poteh. Na podobah od človeka nedotaknjene narave pa jo razkriva kot neobljudeno, malone pravlično pokrajino, s strmimi skalnimi gorami, bistrimi vodami in sočno zelenimi ter jesensko pisanimi gozdovi, poživljeno z lučjo in okrašeno živo barvitostjo cvetlic, ki se mehko vzpenjajo na njegovih barvitih, elegantno pokončnih akvarelih v živo rast in z rdečimi makovimi cvetovi oznanjajo lepoto in minljivost. Predvsem pa slike Leandra Fužirja govorijo o neutešenem človeškem hrepenenju, o nenehnem in napornem iskanju poti skozi širjave in zamete na življenjskih brezpotjih. To hrepenenje dviga Fužirjevo umetnost ob vsej ukoreninjenosti v izročilo konkretnega domačega sveta, tako v njegovo trpkost kot lepoto, tudi v izrazitejše duhovne sfere, ki ne poznajo ne krajevnih, ne časovnih meja in jo, kot v pravljici vsakdanjega trdega življenja, usmerja v spevno, svetlo zveneče zatišje. V zatišje nadzemske zamaknjenosti, v kateri nam skozi Fužirjev pogled na novo pravlično zazveni, trpko idilična domačnost iz starodavnih krščanskih legend, brezčasno živečih tudi še na današnji koroški zemlji. Naj vam tudi jaz čestitam, velikokrat sva bila tako skupaj, vedno vas res sem srčno vesela in tako kot je Sušnik je rekel, tako, pa kdor je ljubezen do svojega domačega kraja, ima v svojem srcu in nikoli ne pozabi. Da bi Prevalje in Črna ostali v vašem srcu.
dovolite samo še to. Za nocojšnji glasbeni program sta poskrbela slikarjeva vnukinja pianistka Rina Repnik in akademski glasbenik trbentalč Miha Petek. Čestitam vama za lep nastop in veselje. Edika, tudi tebi hvala lepa za lepe besede. Hvala. Hvala lepa. Poleg teh zahvali imamo še zahvalo za društvo Karinta, obema slikarjema, oziroma če vas je bilo več, ki ste pomagali, da je razstava nekoliko pripravljena. In po vsem tem dovolite še dvoje obvestil. Nocoj je možno kupiti Požirjevo monografijo pripovedi slik po znižani ceni 20 €. In pa še nekaj. Običajna je občasna skromna pogostitev, ki pa je tokrat, seveda na kateri bi radi nazdravili slikarju, njegovi obletnici, tudi ob otvoritvi te lepe razstave, vendar žal COVID razmere tega ne dopuščajo. Pa še to, najbolj prav bi bilo, da bi vas gospod Požir sam povabil na ogled razstave. Namreč s tem končujemo to prireditev pred razstavo in vas vabim na ogled razstave. Hvala lepa, torej s tem je razstava odprta. Je to prav? Ja, prav je. Prav, hvala lepa. Dovolite, da se v moževem in v svojem imenu vsem lepo zahvaljujem za obisk na odprtju razstave. Posebno zahvalo izrekam gospodu Kertu in Mohorjanom za vse dobro, kar so doslej naredili zanj, ter za mnoge spodbude, ki jih je bil deležen pri svojem ustvarjalnem delu. Hvala tudi občini Prevalje in občini Črna, ter župani in županu za pomoč in razumevanje. Hvala Rini in Mihu za glasbeno obogatitev razstave. Hvala gospe Gorenšek za predstavitev strokovne ocene likovnih del ter gospodu Beložniku za povezovanje. Hvala vsem, ki ste pomagali pri postavitvi razstave, gospodu Krevhu, gospodu Ortanu in gospodu Dretniku ter drugim. Vsem želiva, da bi bilo to leto prijaznejše z nami in da bi ostali zdravi. Bodite dobro. Dobro. Delite. Hvala lepa, hvala.
Anders Požir. Zdaj smo tukaj v razstavišču Grošljeve galerije, pa bi vas prosila, da nam bi mogoče kakšno vašo sliko malo predstavili. Tule ravno vidim generacija, kaj predstavlja. Ja, ta generacija pa predstavlja 3 rodove. Najstarejši je ta, se mi zdi, ker je Anton Krsnik iz Mežice, pa zadnji še živeči Kovač. Zdaj pa tudi on umrl, zdaj, če ti nikoga drugega kupaš, ne Pepina še pa, on se še pa drži, v domu starostnikov je. In fejsker vse, zdaj so ga obrili, vse, tako da mu ni nerodno. Kdo pa tam desni še mogoče? To pa ne vem, to je en lesar, ko je skozi v gozdu si služil glan, smerke podiral pa tako. Pa če malo greva še na desno, tule pa ob škarpi. Še bivša železarna oprema, tam zadaj so rofanke, take železnice so delali za celo Evropo. Kikar sem čul, ja. Tako da tam so izkopavanje premoga, to je čist načelo. Tisti, ko so tam premog ali pa rudo, senčeno rudo kopali, so bili čist na udaru smrti. Prvo so oni umirali. To je čista resnica. To je bilo v Žerjavo, pa v Črni, pa v Mežici, najbolj perečo. Pa na Lešelj ste imeli, pa še na Holmecu. Tako da vsaka slika nekaj pove, samo ljudje ne vedo. Te generacije so pomrle, mi še nekaj živimo, ko smo to spremljali, bomo pa še mi pozabili. Bomo pa skozi vaše slike lahko mogoče še mlajšim rodovom to predstavljali. Mogoče še samo tale, a tu je mogoče prevaljska škarpa Žlindre. Žlindra, to je Žlindra zložena, to, ker so kurilne peči bile te, so pol Žlindra, je pa odpadni material, so jih tu zlagali včasih, pa tisti koks na oni strani, ko je meža, tam so tudi včasih zlagali še te, samo tam je meža bolj močna, kot pa škarpe. Hvala lepa.